Ok, situacija je zdaj taka, tole zdaj. Hadouken! 12. september in Dino je nazaj v delavnici. Tokrat bomo spet šraufali Vespo. In sicer dobil sem ene stvari od mojega sponzorja, Frčo Motota. In dejansko je take malenkosti, katere zadnjič nisem dokončal. In sicer veste, da mi je Frčo Moto dal ploščice sprednje zadnje. Zamenjali smo sprednji disk, dali sprednje ploščice po liniji. Zadnji tudi zadnje ploščice po liniji, ampak pol sem dal navadne, ker je disk bil malo zjeban, pa nisem hotel z novih ploščic upariti s starim diskom. Sem rekel, Frčo Moto, prinesi mi nov disk zadan in evo ga. Novi disk še za zadnje kolo, sploh zadnji je jaden, ker sem tam nekaj v Angliji dol dajal kolo, pa nisem vedel točno v katero smer, pa sem pol zahakljal za disk, da se kolo ne obrača in sem sfukal malo in pa sem nekaj brusil, bla bla bla, skratka. Novi disk od NG Brakes, to so Španci, hudi diski, pri nas bolj neznani, ampak dobri. Potem sem dobil eno ročko sprednjo, katere ne bom menil, ampak pride zraven tega, kar pa sem ful vesel, in to je športna čeljust, 4-batna, gled to stari, gled to hudobijo z vijoličnimi ploščicami stari. Tole odkole bremzal, da mi bo moja proteza vam vrgal, kam se za bremzu. Tako da dobil sem, no name, nič ne piše, ampak to delajo baje Tajvanci. Videl sem nekje, da to piše Frando, to je 350 € drugače. In tole je 4-batna čeljust, katera gre na sprednje kolo od Vespe. Zakaj? Opazil sem s časom, da Vespina sprednja bremza ni toliko močna. Sploh, če greš po klancu navzdol, če sta dva, pa sploh moraš res oren pač pritisniti ročico. Tako da sem rekel, Frčo Moto, daj mi zrihti eno čeljust, ne. In tole je kar ogromna zadeva. Tako da danes dela bom jaz se lotil zadnjega kolesa, auspuh dol, disk zamenjati, ploščice po liniji dati gor, se pravi vse nazaj, pol pa tole, sprednje kolo dati dol, pa tole zamenjati, pa zmasko dati dol, pa olje novo doliti, pa to. Tako da je kar dela, no. Po moje, da danes bom sam zadnji del naredil, drugič bom pa še tole, ampak ne sekirajte se, vse bo tukaj posnet. Ok, gremo, spet ista zgodba. Za vse tiste, ki ste gledali že prejšnji posnetek, ste videli v tistem posnetku, kako se to vse skup dol daje. Tako da nam preveč razlagal, ampak vem sam, da je treba prvo dati auspuh dol. In preden damo auspuh dol, je pač muke, vedno nekaj je narobe, vedno kovnaš. Ampak kar me fascinira je to, da imel sem kar vamp, stari moj. Tole je bilo posnet septembra, zdajle tole delam januarja, se pravi dobrih, koliko, 4-5 mesecev kasneje. In sem začel na fitness hoditi in sem shujšal na 6-7 kg, tako da sem kar ponosen nase sploh, ko vidim takole videe in se spet vračam nazaj kakor na kilažo, katero sem imel, ko sem bil star 20 let. No, skratka, vem, da vas ne zanima moja teža, ampak ja, Vespa spet na vrsti. Tokrat sem pač se odločil, da te bremze zamenjam vzadi, da zamenjam disk, spredi, da zamenjam kaj več. Zdaj stanje po tolikih mesecih je, vse boste videli na koncu, a ni še idealno. Moram iti dobesedno na servis, da neke določene stvari do konca naredim, katerih ne morem narediti, če nimam računalnika, ker spomnim, ko sem Vespo kupil, ne, je sprednja bremza imela luft in vem, da sem probal prezračiti takrat sam sebe, da ni šlo, in takrat za garancijo dejansko sem odpeljal v PVG in so mi popravili in so rekli, da so Vespe imele neko pač tovarniško slabo odzračeno sprednjo bremzo, tako da so mi oni takrat to zrihtali. In vse je super in prav bilo, dokler nisem jaz začel zdaj prčkati. Ampak ja, gremo, vrnemo se nazaj na stari disk, le vidite, da dajem dejansko čeljust stran, se pravi varovalka, os, se pravi ta štift, da dobimo ploščice. Ploščice so polinjeve, dokaj nove, vsej sem jih prejšnji zamenil, ampak ta disk me je motil, ker ne vem, če se dobro vidi, ampak ta disk sem jaz nekih skrivil tam v Angliji, ker sem vmes med te lukne dajal šrafen cigar in sem probal čaraufati. Ampak ja, lejte, kaj je disk naredil, vidite, tole brazdo tukaj, to je ta rob disk, kateri je bil uničen, je dejansko bil izobčen in je uničil mi te ploščice. No, zdaj tukaj jaz štuhtam, kako gre disk dol in čisto enostavno, kako ste videli. Pol smo šli na Pong, tole vse skupaj čaraufamo, 500 stran od diska.
da lahko damo dol diska, ne. Tole je kar zamudno delo, sploh če nimaš mašinc in pač delaš na roke, ampak je pa res, da ko delaš na roke, imaš bolj feeling. Evo ga, zdaj pesto gre tukaj stran, še zadnji šraufamo, a bo? No, gremo. In pozabil edino snemat, ko je dajal disk novi NG Breaks na pesto. Prepozen sem prižgal kamero, včasih vidim, da naredim pa zakaj nisem posnel, pozabil sem, ker skozi prižigaš, ugašaš in pač se sposabiš, sploh, ko si fokusiran na delo. Pač si fokusiran na delo in zraven še snemati je kar zamudno, ti vzame kar časa, ampak glej, tako sem se odločil, da bom posnel in se potrudim po najboljših močeh. Znači, evo, dajemo nazaj zadnjo čeljust, pač gor, vedno moraš šrafati cigarom, prej še malo te ploščice dati narazen, da lahko sploh vmes daš. Ampak to je tak en satisfactory feeling, ko nove stvari daješ gor. Veste sami, da sem s to Vespo šel na Škotsko in trenutno ima tam 20,000 kilometrov. Menjava diskov in ploščice sprednje mogoče ni bila potrebna. No, tukaj malo spucamo še, ko se skupaj sestavimo, ker ponavadi diski imajo tak en oljni film čez, zato da ne revijo. No, skratka, menjava teh stvari, katere jaz menjam, se pravi, sem menil amortizerje, sem zdaj zamenil diske, sem zamenil ploščice, to ni potrebno, to lahko zdrži, odvisno od vožnje, stila vožnje, zdaj, če voziš športno, divjaš pa to, ne prej, če voziš bolj mirno, kasneje, vse odvisno, kakšen način vožnje imaš, ali imaš ofenzivno vožnjo ali defensivno vožnjo. Jaz priznam, na motorju imam malo bolj ofenzivno vožnjo kot v avtu sem bolj defensiven, to pomeni, da prej bremzaš, da prej spuščaš gas in da dejansko se ustavlja avto sam, da uporabljaš čim manj bremze, pri motorjih pa kakor je, no, jaz imam to Vespo zato, da se vozim po mestu, da prijem čim prej, ker sovražim gužve, sovražim, da moram plačevati za parking, sovražim, se pravi vse, kar je povezavi mesto plus avtomobili, tako da sem večinoma časa na skuterih. No, zdaj tukaj smo pa pri Auspuhu, kakor vidite, Auspuh je tudi neki dolg čez in sploh zdaj, ko sem se vozil po avtocesti skozi, dokler sem prišel do Škotske, temperature so bile visoke, barva je odpadla in sem se odločil, da preprosto ta Auspuh malo oživim, polepšam, da ne izgleda tako, da je prišel prve svetovne vojne. Tukaj prvo sem s brake cleanerjem spucal malo, potem malo pobrusil, zato da prej nanesemo barvo pa to, da dejansko prime malo rjo, če je kaj rja, da damo dol rjo. Pač malo pripravimo teren na barvanje oziroma sprejanje. Uporabljam sprej, kupim ga v Maurici, 300 stopinjski sprej. Ne vem, če ste gledali moj videoposnetek, ki sem Zlatko tu na Ranarci 180, ki glih tako obnavljal Auspuh, se pravi, čist preprosto, to lahko naredi vsak doma sam. Važen je, da date dol Auspuh, imate kje to vse skupaj spucati, pripraviti in vzamete malo brake cleanerja, spucate s krpico, pripravite teren in vzamete 300 stopinjski, se pravi, sprej. Še predtem zaščitimo tukaj, zato ker original ima tudi tako pobarvan, se pravi, ni tako isto, ne pobarvaj celega Auspuha, čeprav bi lahko, ampak glej, bomo tako, kaj je original. Evo, sprej lepo pobarvamo po občutku. Meni se zdi, da sem jaz šel 2 sloja čez, nisem prepričan, ampak ja, 2 ali pa 3 sloja vsaj. Zdaj morate se zavedati, ko boste barvali s tem sprejem, bo motor, ko bo laufal, nekaj časa smrdel. Se pravi, ta barva se zapeče in rata obstojna, ampak dolg časa, kakšne 7 dni, 14 dni, tak vonj oddaja. Tako da ne mislili, da je kaj narobe z motorjem ali pa da se je kaj pokvarili, da ste kaj zažgali. Dejansko ste zažgali ste to barvo, katero zdaj nanašate. Ampak jaz, moje osebno priporočilo, to se vam splača, ker s tem dejansko obnovite look motorja in motor zgleda lepši. Sploh, če prodajate, recimo lahko s tem privabite kupca in mu pokažete, da se je skrbelo za motor, da ni to kar en tam šalabajzer, samo gas, bremza, nikad stiči, ampak dejansko je nekdo, ki je skrbel za ta motor. Obvezno maska na glavo, ker ne priporočam vam pri barvanju, da vdihavate to barvo, ker so rakotvorne nekatere in nasploh ni fajn to vohati in dihati, pljuča vam se pacajo in nosim vse te stvari. No, čakaj, evo ga, Vespa je pripravljena, gremo nazaj dati gor nosilc, se pravi,
ta nosilc, katerega sem gor in dol. Po moje v zadnjem letu, po moje ne 10krat. Že zaradi gum, ki smo menjali iz teh prvih gum, Michelin, kva so že to, one klasične, ki pridejo zraven, sem že pozabil ime, City Grip 1, se pravi Michelin City Grip 1, zadnja guma je šla, pa sem dal pol gor neke Mitas, na pol zimske gume z belim robom, ker bel rob mi je bil všeč, ne, in sva s profijom menjala. Takoj sem opazil, da sem zajebal, zakaj, ker mi je balanco takoj začel razmetavati levo-desno zaradi teže gume, kljub temu, da sem centriral, pa to se ni guma neki baš izkazala. Je mogoče dobra, če ti se voziš skozi po makadamu po dežju, da si malo bolj v ruralnem delu terena, ne rečem, ampak jaz, ki sem večinoma v mestu, ceste, City Grip 1, super guma. In se pravi, gor, dol, in pol, ko sem šel na Škotsko, je zadnja guma šla k vragu, to mi je tudi rekel Vomberger iz Kranja, prav Dino, te gume ti ne bojo zdržale, pa sem si rekel, kvaj s tabo. Na koncu guma je dobila bulo, je res, da sem bil tudi sam kriv, ker nisem nekaj preveril baš tlaka, ker je tam bilo zaplačati in nisem imel tistega funta in pol sej ne rabam. In na koncu je tista Mitas guma dobila eno tako bulo in potem sem že videl, da motor nekaj se čudno obnaša, ker ni pospešil tako, kot bi moral in se mi je prižigal ACR ali kar že kol. In sem prvo mislil, da je z motorjem narobe, na koncu sem ugotovil, da je bula in da je guma že čist hin. In potem do Southamptona sem se premikal po Polže, sem prišel in pol pri prijatelju Luki sem naročil nove gume, to so te gume, katere vidite, to so City Grip 2 gume. In spet dol ta nosilc in gor in vse to skup. Tako da znam na pamet to razdelati. No, čejo, zdaj smo nazaj pri auspuhu. Dajemo gor tale zaščita, to je temperaturna zaščita, če slučajno polet, a ne si v kratkih hlačah, in da slučajno z gumo, oziroma ne z gumo, z nogo se prislonaš, če ne bi bilo te zaščite, bi imeli, kako se reče, spominek for life, sploh odvisno, koliko bi nogo prislonili, če bi nogo ful prislonili, pa bi vam se poznali. Ok, gremo zdaj gor auspuh končno. Natakniti ga gor včasih je kar pain in the ass, ampak malo podmažeš in je že bolje. Šravfi gor, da bo vse to skup držal. Zdaj pa gremo na ploščice, to sem videl na internetu, da treba te robove pobrusiti, zato da ne škripa. Včasih veste, ka bremza škripa, se pravi pa vzameš pač slino, daš skup, pač slino gor, in potem daš dve ploščice skup in jih malo pobrusaš, s tem v bistvu tudi malo vse skup ulaufaš, da pač ne škripa. Vzamemo malo bakreno mast, namažemo malo pri batkih, se pravi, da tudi ne škripa vse skup. Včasih zdaj sploh te varianta tajvanske ploščice, ker ta čeljust je iz Tajvana, taka generična in potem te firme dajo gor sam napise in prodajajo kot, ne vem, Friendo ali karkoli že in ti da ceno, ne vem, 400 €, a sama čeljust je po moje 50 €, da prije izdelava ali pa še cenej. Znači, tukaj dajemo še zatič, katerega tudi namažemo, ampak ne smemo pretiravati, če pretiravaš preveč. Pol ni dober, ker lahko teče vse po disku, po bremzah in je pač nasprotni učinek, namesto da se ustaviš, se ne ustaviš, veste sami, kakšne so to posledice, tako da to ni fajn. Znači, evo, zdaj pa se lotujemo drugega dela in to je zgornji del Vespe, dajemo dol tale vetrobranski naslon, oziroma vetrobransko steklo, po domač povedano. In odvijamo gledala, da damo zgornjo masko dol, še predtem damo kolo dol, da pridemo do diska, katerega sem zadnji zamenil. Dajemo dol čeljust, hvala Bogu za mašinco, pa takih stvarih, ki se zapeče, včasih kar noče da dol, pa pač si pomagaš z mašino. Znači, disk dajemo gor tukaj, oziroma ne disk, dajemo gor čeljust, novo čeljust. Tukaj sem malo zafrknil, bolj bi bilo, da staro čeljust pustiš gor in potem odviješ cel. Ne, jaz sem vzel težji način in sem dal čeljust dol in pa sem se tako mučil. No, da po pravici povem, pa sem dal novo čeljust dol, pa staro gor, pa sem pol odvil to cel, sam tega nisem navdajal, da ne ponavljam se. No, skratka, imam tudi ene klešče, ki naj bi preprečile, da olje uhaja, ampak ni glih pomagal, pa da ne gre preveč zraka noter v cevi.
ker pol je še težji prezračati. No, cev pa še direkt na to čeljust, pač plug and play. In to je to, kar se tega tiče. Zdaj pa, prezračevanje. To je tak pain in the ass. Glej, kakor sem jaz zvedel, ti moraš iti na servis, da on priklopi na računalnik Vespo, da odpre ABS ventil noter in potem lažje se pretaka olje po Vespi. Tukaj sem uporabil neko orodje, neko vakuum pumpo, katera ni naredila čudesa. Mučil sem se cel dan, naredil nisem nič, bil sem ves mastan od olja, živčan. Dejansko, ko sem mislil, da bo delo 5 minut, je bilo tako 2-3 dni. Ampak kako sem pol zrihtal, boste videli. No, tukaj sem še vedno ustrajal z vsemi raznimi načini, ampak s tisto prvo ročico gor, pač ni šlo. Zakaj smo dobili še eno zraven ročico te čeljusti, boste pa zdaj ugotovili, ker jaz tudi na začetku nisem vedel zakaj, ampak vam bom razložil. Evo ga, Dino prezračuje, odzračuje, po mojem sem porabil 1 liter olja, ampak na koncu džabe. Ok, minil je drugi dan in sicer bremza je zmontirana, edini problem je, da se je ne da prezračati. Probal sem svašta, pa ni prva bremza, katero sem že prezračil in je res čuden. Klical sem na PVG kolega Davida, sem rekel, kva je, rekel, ponovadi moraš preklopiti na računalnik, da odpre v ABS-u ventilček in da spusti olje čez. Tako da ne vem zdaj, a je zrak v čeljusti, a je zrak v ABS-u, a je zrak v ročki, ampak glej, 2 dni se že mučem. To dejansko zdaj sem naredil to, kar sem naredil, to je en kao trik in pustiš par dni, da ba je samo prezrač. Sem pa malo googlil po internetu, vsi tisti, ki so montirali te čeljusti, so kar imeli probleme z prezračevanjem. En je rekel, jaz sem dol gor, nisem mogel prezračati, sem dol v shop, se pravi mehaniku, ni mogel prezračati, sem se vozil 1 mesec in se je samo prezračal in je bilo cool. Tako da zdaj ni druge, kot da pustim nekaj časa tako, se malo furam s tako bremzo, pa upam na najboljše. Če pa kaj prije novega, pa vam javim. Evo me, pol ure kasneje, dobil sem sporočilo na Instagramu od enega kolega, mi je razložil stvar, zakaj se gre. Tole ročko sem dobil zraven čeljusti. Praviš sem frčo motota, zakaj so tole dali zraven, prav nimam pojma. Pa sem eno razliko. Tukaj le je ventil za prezračevanje. Tega original čeljust oziroma ročka nima. Ta ima. In ba ima tale večji batek kot tale, 12 mm, 14 mm. In treba ročko zamenjati. Zakaj? Da se tukaj prezrači. In je en kolega rekel, ki ima isto Vespo, da je Brembo bremze montiral in da nikakor ni mogel prezračati. In pol je ugotovil, da so bili neki upoklici glede teh Vesp in da dejansko treba kupiti te niple oziroma dobiš te niple od Piaggeta, da lahko vse skupaj prezračaš. Tako da moja je zdaj, da jaz tole vse dam dol, tole dam dol, zamenjam, popravim prezračiti. Ja, kap ti je vedel, kva tebe vse čaka. No skratka, vse to ni bilo toliko težko dati dol. Se pravi, tam odviješ cev, daš dol pač ta cilinder in zdaj jaz sem prvo rekel, da bom imel ročico od originala, ker sta malo drugačne. Se pravi, ponaredek ta cela kompleta ročica z valjem je malo drugačna. In sem rekel, da bom prvo zamenil z originalno ročico, sem pol se neki ni iztekel in pol sem do uno in kombinacije je bilo tle milijon. Niti sam se ne spomnim, koliko sem rekel, to sem delal septembra, zdaj je 12. januar, ko to delam. Prejšič je glih na enem videu rekel, Dino, pa ti imaš to, tega ful posnetega, pa to ja, priznam, imel sem 10-20 videov vnaprej posnetih in zdaj je to, ko mi je prišlo na vrsto. Vas pa lahko potolažem, da imamo samo še en video v zalogi, tako da pa bomo pa videli, kaj bomo. Ok, hvala Bogu za olje, dot 4, da sem ga imel 1 liter, da sem lahko probavil in probal prezračati, gledam, a požira olje, a ne požira olje, vspod drž, tam gor drž, stiskaj, pumpaj, spuštaj, človek božji, karkoli se delo, ni šlo. Res nehvaležno delo in vam res ne priporočam, sploh če nimate pojma. Evo ga, 1 uro kasneje, zajebancije, zamenil sem vse, probal sem, je še slabš. Tukaj se da prezračati, nekaj časa so mehurčki hodili ven, ampak je še slabš, sem šel en krog, da sem ABS vklopil, da bi spustil čez, ampak ja, je pa ta ročka malo krajša, ta je malo daljša, ta je malo krajša, kar mi ni všeč
Je pa to zdaj tako ena velika šola, dejansko kaj se dogaja, ko daješ neoriginalne stvari gor, nikoli ni tako, kot mora biti. Jaz ne vem, ampak nisem včeraj šraufen cigar v roke paril, ampak tole mi ni čist nič jasen. Očitno treba res čez ABS pustiti čez olje, ampak mi je ta kolega rekel, da se da, jaz ne vem, jaz za danes odneham, grem se tuširati, ker vas smrdim po tem olju in naslednjič nadaljujem. Evo ga, naslednji dan. Kaj sem naredil? Čez noč sem tole obvezil in je naredil malo magije, je trša, čeprav je še vedno mehka, ampak mislim, da je problem zato, ker je ta ročka nižja, se pravi, ta je daljša, ta je pa zdaj nižja, bolj k sebi vleče. In lahko do konca stisneš, tukaj tudi lahko skoraj do konca stisneš. Zdaj mene to mota, ker je ta hod zdaj krajši tukaj. Ampak dela, bremza dela, je brez zraka, saj mislim. Če pa še kaj bo, s časoma se bo še utrdila, ampak zdaj je to dosti boljš kot včeraj. Tako da zdaj s tem sem se ukvarjal, zdaj pa, če bi dal uno drugo ročko originalno gor, da bi saj izgledala, tisti bom dal, če ne pa bi mogel malo tle pobrusati, da bolj gre nazaj, pa tukaj dodati material, da bolj pritisne. No, saj bomo videli, kaj kako, ampak ja, to je to. 2 dni, 3 dni more, zaradi te bremze ni to kizi, kot kažejo na internetu, vedno je muka in bomo videli, kako bo zdaj naprej. Ok, situacija je zdaj taka, tole zdaj dela, evo ga drži. Je res, da tale tukaj hod je zdaj manjši, kot je na tej strani je večji, ampak to zato, ker je drugačen pač ta cilinder. Se pravi, tega sem mogel zamenjati. Se pa je, če bi sam vzel tisti ventil pa dal na tole, bi bilo isto, sam bi mogel pri tej ful bolj stisniti, ker je pri tej manjši batek, kot je tukaj. Tukaj naj bi bil 14 mm, original je 12 mm. In zato sem dobil zraven tole ročko, zraven te čeljusti. Bilo bi fajn, če bi dejansko kakšna navodila dobil zraven, tudi Frčomoto ni vedel. Zdaj pa mogoče kakšne druge te nabavo bom videl, kakšne, ki se dajo štelati, pa da lahko si v bistvu tole hod štelam. Bom še videl, ampak evo, zrihtali smo. To je to, like, share, subscribe, napišite kaj spodaj koment, pa živite. To je to, mi se gremo pa furati.